Imam tukaj pred sabo spet kolagen in rad bi vam povedal v bistvu zgodbo o tem kolagenu, kako sem jaz to zanemarjal v bistvu leta in leta in nisem dal neke posebne pozornosti temu kolagenu, ker se mi je zdelo nekako brez veze. Dokler nisem enkrat rekel, okej, zdaj pa bom se malo bolj posvetil temu, da vem, kaj je v ozadju tega, da ti da youthful appearance, da kot pomladitev in to pozitivno vpliva na lase in na kožo in na nohte in na sklepe. Smešno se sliši mogoče, ampak dejansko zadeva, lahko rekli temu, pije vodo, ne? In kje je tista caka, ne? Kaj je največja fora kolagena? Najpomembnejša stvar pri vsem skupaj je aminokislina glicin. In aminokislina glicin je ena izmed aminokislin, ki so v beljakovinah, ki jih mi vsakodnevno uživamo. In zelo pomembno je, da ga ponavadi ne vnesemo dovolj, sploh pri našem načinu prehranjevanja. Izhajam iz neke večine in seveda iz nekega aktivnega prebivalstva, ki ponavadi poje več beljakovin kot vsi ostali. In te beljakovine, ki jih večina zaužije, so puste beljakovine. To so tiste, ki vsebujejo zelo malo glicina, vsebujejo zelo veliko metionina. Samo po sebi to razmerje ni dobro za en kup zdravstvenih razlogov. Ampak bistvo je, da vemo, da pojemo premalo glicina. In glicin je aminokislina, ki se najpogosteje nahaja v tistih delih mesa, o katerih sem govoril recimo v enem članku, se pravi želatina. To so tiste vezivna tkiva, hrustanci kože, želatinasti kosi mesa. Tega ponavadi ne pojemo dovolj. Če zaužijemo dovolj glicina, to posledično pozitivno vpliva na kožo, na sklepe, na nohte in dejansko brez njega naše telo tega ne more ustvarjati. Kaj pa so še dodatni pozitivni učinki zadostnega uživanja glicina v naši prehrani? En izmed najpomembnejših meni osebno je, da je glicin ključna sestavina pri tvorbi našega najpomembnejšega antioksidanta, to je glutationa. Brez njega mi v bistvu nič ne moremo. In glicin je, tako sem rekel, ena izmed sestavin, ki je potrebna za to, da ga sploh naše telo ustvari in on vpliva potem med drugim tudi na jetra, da ščitimo naše jetra, pozitivno vpliva na vse poškodbene procese v našem organizmu, spravi, da regeneracija poteka kot mora in tudi na srčno-žilni sistem. Tukaj sem si pripravil nekaj zapiskov, recimo so naredili eno raziskavo, kako pozitivno je uživanje glicina vplivalo na zmanjšanje verjetnosti ateroskleroze, teh težav z žilami, ki nastajajo z leti, zato ker pozitivno vpliva na dušikov oksid. Potem recimo super vpliva glicin tudi na kvaliteto spanca, uravnavanje živčnih prenašalcev. Je ključna sestavina v kolagenu, kot sem rekel, v našem vezivnem tkivu, to so kite, koža, hrustanci in ligamenti. Celo pri sladkorni bolezni pozitivno vpliva, ščiti pred izgubo mišične mase, zato ker je tudi ključna komponenta pri formuli oziroma pri sestavi kreatina. O kreatinu smo veliko govorili, kako je pomemben za to, da izboljša moč naših mišic in posledično mišično maso. Tako da glicin je zelo pomemben in nikjer ga ni toliko kot v kolagenu. Tam je v bistvu vsebnost glicina 20%, drugače recimo, ne vem, jajca vsebujejo dosti, ampak je 2%. To je nenormalno visoka mera in enostavno ga lahko dodamo k vsemu, ker nima okusa. Jaz si ga zdaj dodajam, mogoče se bo zdelo smešno, ampak super, v zelenjavno juho, dodam si ga v proteinski šejk, kamorkoli. Povečamo vnos glicina in boljše ga je uživati v aminokislinski sestavi z drugimi beljakovinami, kot je recimo kolagen, zato ker se boljše absorbira, kot če bi jemali samo čisto aminokislino glicin. Jaz vam res priporočam, če ne drugo pa ena koristna informacija glede kolagena in glicina za v prihodnje. Adijo!